Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Blizu je bila judovska velika noč. In Jezus je na poti v Jeruzalem. Našel je v templju prodajalce volov, ovc in golobov, ter menjalce, ki so tam sedeli. Naredil je iz vrvi bič in vse izgnal iz templa, ovce in vole. Menjalcem pa je raztresel denar in prevrnil misel. Prodajalcem golobov pa je rekel: spravite to proč. Iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. In spomnili so se njegovi učenci, da je pisano: gorečno za tvojo hišo me razjeda. Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati? Jezus jim je odgovoril: odrite ta tempelj in v 3 dneh ga bom postavil. Ljudje so tudi rekli: 640 let se je zidal ta tempelj in ti ga boš v 3 dneh postavil. On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je torej vstal od mrtvih, so se spomnili učenci, da je o tem govoril. In verovali so pismu in besedi, ki jo je bil povedal Jezus. Tu je Kristusov evangelij. Na začetku sem pozabil povedati, za katere se daruje sveta maša. Franc Pirnat, Marinka in Bogo Komen, zahvala. Martin Kolšek, Vodu, Ignac Kucler, Bletna in družina Kucler in Marija Marinko. A vam je toplo? In iz konca se dobro počutite v naši cerkvi? Se to ni moja cerkev, veste, to je vaša cerkev. Tukaj iz Nani Gorice sem samo gost iz Dobrove duhovnih. Pri Marini sester pa vidite, da sem sestra. Sem pri njih hišni duhovnik. Tako da boste vedeli, ko boste lepo pozdravili tudi vašega župnika. Danes je polno vsebin, dragi sestre in bratje, v bogoslužju. Bi mi lahko kaj povedali, kaj danes posebej mislimo, ko smo pri sveti maši? Ja, seveda, zahvalna nedelja, ko se danes Bogu zahvaljujemo za vse, kar nam je dal, za vse, kar prijemamo po dobrih ljudeh, za to, da se lahko zdravimo, da smo zdravi, da lahko predelamo, da se lahko učimo. In kaj vse bi lahko rekli, to bomo potem izrazili v zahvalni pesmi pred blagoslovom. Torej, ena velika zahvala Bogu, tudi in predvsem za naše življenje, da smemo živeti in da smo kot Božji otroci, ker smo se spomnili tudi na samem začetku svete maše, ko smo obudili naš krst. Danes pa obhajamo tudi obletnico, praznik Lateranske bazilike. Dvignite roke tiste, ki ste že bili v Rimu. Kar veliko. Se spomnite Lateranske bazilike, tisto veliko pročelje pred cerkvijo. Včasih so rekli, da je bil travnik, da je vse asfaltirano. In potem ta velika cerkev, papeževa stolnica. Veste, da ima vsak škof stolnico. Kateri škof je že naš ljubljanski, kako mu je ime? Kako? Stanislav.
Naj mu bo lep današnji dan in se zanj zahvaljujemo. Ima stolnico v Ljubljani na Dolničarjevi. Tako je tržnica. Papež pa ima stolnico v Lateranu. Ne Sveti Peter, ko je bazilika Svetega Petra. Tam biva, v Vatikanu, njegova stolnica je pa Lateranska bazilika. In ko smo danes mislijo na to baziliko, se spomnimo vse cerkve, vesoljne cerkve. In smo veseli in bi morali zdaj zaploskati, da smo člani Svete apostolske cerkve, kar bomo tudi izpovedali potem v veroizpovedi. Močna je bila danes Božja beseda. A ste se kaj ustrašili? Kakšen čudak je bil to Jezus, ki je naredil tako štalo tam v templu, ko je vse razmetal. Veliko je sporočilo. Mi smo tempelj Svetega Duha. Izveni v prvem berilu, drugem berilu, sploh pa v Evangeliju. In to smo začutili že tudi na začetku Svete Maše, ko smo obnovili v sebi svetišče, Božje svetišče, ko smo postavili krst. In če kdaj je ta Božja beseda prišla pravi trenutek, ko smo 14 dni pred veliko odločitvijo slovenskega naroda, ali za smrt, ali za življenje. Ali ta tempelj življenja porušimo, vse to, kar je sveto, ali pa bomo ponosno izpovedali, mi želimo življenje. Veliko sem molil, da bi današnji dan mogel sebi, pa tudi vam, prenesti to veliko sporočilo o ohranjevanju templja našega življenja, naših teles. In zato vam posredujem nekaj takih vprašanj in odgovorov, zakaj sploh iti na referendum. Katera so najbolj pogosta vprašanja? Zakaj na referendum? Vsi kristjani imamo versko dolžnost, da se udeležimo referenduma in glasujemo proti. S tem bomo zaščitili svetost in nedotakljivost življenja v naši zakonodaji. A je dovolj odgovor na vprašanje zakaj? In tudi še v nadaljevanju, Jezus Kristus je v svojem življenju na zemlji srečal veliko množico bolnikov in ljudi v najhujših stiskah. Svojim zgledom in besedami nam je dal zapoved ljubezni do bližnjega. Poslušajte, nobenega bolnika ni usmrtil, celo več, obujal je mrtve. Še se sprašujemo, zakaj zakonu nasprotujejo zdravniki. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci so poklicani, da življenje ohranjajo, zdravijo, lajšajo bolečine in spremljajo bolnike, ne pa, da jih usmrtijo. Zakon krši temeljno načelo medicinske etike ne škoduj. Še se sprašujemo, ali drži, da bi bili zdravniki in drugo zdravstveno osebje, če bi bil ta sporen zakon sprejet, lahko so storilci pri usmrtitvi osebe. Velik, glasen da. Z moralnega vidika bodo zdravniki in zdravstveni delavci so storilci pri usmrtitvi. Čeprav bi zakon to dejanje legaliziral, bi bil zdravnik oziroma zdravstveni delavec, ki bi to naredil v velikem grehu. Še se sprašujemo, ali bi lahko uveljavitev spornega zakona v prihodnje odprla pot do uzakonitve pomoči pri samomoru, s katero bi lahko umrli tudi otroci in mladoletniki. Poslušajte, seveda, iz izkušnje drugih držav,
kot so Belgija, Nizozemska in Kanada. Tudi pomoč pri samomoru otrok, mladoletnih, duševnih bolnikov in celo na ljudi brez resnih zdravstvenih težav bi lahko to povzročilo, da bi jih umorili. Še naprej, ali se lahko katoliška cerkev v Sloveniji opredeli do referendumskega vprašanja o pomoči pri samomoru? Ko se slišimo, zakaj, kaj pa cerkev to briga? Katoliška cerkev ima dolžnost, da pozove svoje vernike in vse državljane, naj se udeležijo referenduma in takšen zakon zavrnejo, ker je v nasprotju z zapovedjo ne ubijaj. Še nadaljujem. Zakaj sta za kristjane v pripravi na referendum pomembna molitev in post? Tukaj se pa mi napad na življenje in vseljevanje usmrtitve bolnikov katoliške cerkve razumemo kot duhovni boj. V duhovnem boju sta molitev in post ključnega pomena. Zato kristjane spodbujamo, da v teh prelomnih časih osebno, družinsko, skupno molitvijo kličejo blagoslov. Zakaj je zakon o pomoči pri samomoru sporen za kristjane? A smo kristjani? Zato je za nas sporen. Vsi kristjani, tako tisti, ki redno hodijo k obredom, kot tudi tisti, ki občasno pridejo k obredom, in tisti, ki sami sebe razumijo kot predstavnike krščanske kulture, a ne obiskujejo obredov, razumejo, da gre za zakon, ki je globoko v nasprotju s katoliško vero in kulturo, ter ne temelji na verski in splošni civilizacijski normi, ne ubijaj. In ali spornemu zakonu o pomoči pri samomoru nasprotujejo tudi druge verske skupnosti v Sloveniji? Saj veste, da, vse. In še predzadnjo, kakšne zlorabe se lahko zgodijo, če bo na referendumu sprejet sporni zakon o pomoči pri samomoru? Nešteje. Usmrtitev bolnika bo lahko izvedena brez njegovega oziroma njenega podpisa. Drugič, v potrdilu o vzroku smrti ne bi smeli biti navedena zastrupitev kot razlog smrti. Tretjič, zdravstvene institucije po tem zakonu niso dolžne obvestiti niti najbližjih svojcev bolnika, da je ta v postopku za pomoč pri samomoru. Četrtič, v postopkih pomoči pri samomoru bolnika bodo odločali samo ljudje, ki podpirajo usmrtitve bolnikov. Petič, starejši in polni ljudje bodo izpostavljeni pritiskom družbe, naj ne bodo v breme in naj izberijo smrt s pomočjo pri samomoru. Šestič, za uzakonitvijo pomoči pri samomoru bo nastala pravna podlaga za spremembo šolskih programov. Zakon torej odpira neslutene možnosti vseh vrst zlorab. In še zadnje, zakaj država ne razvija kakovostne mreže paliativne oskrbe, namesto da širi kulturo smrti s spornim zakonom? Država bi bila razbremenjena vseh finančnih obveznosti za ljudi in bi umrli zaradi usmrtitve, pokojnine, zdravstvene storitve, zdravila, rehabilitacije, izplačila socialnih pravic. Vsega tega bi bila država rešena. In sklenem. V katoliški cerkvi si želimo, da bi slovenska družba napredovala v pravičnosti in solidarnosti. Zato spodbujamo vse vernike in vse državljane,
da se udeležijo referenduma, glasujejo proti pomoči pri samomoru in s tem zaščitijo njihovo življenje. Še čisto nekaj konkretnega. To sredo zvečer bo v Horjulu okrogla miza o tem, pa potem naslednji torek, potem 18. tudi na Dobrovi, pa še kje, ne boš sami veste. In če je bilo to komu breme, naj pomisli, da je lepo živeti, da to želimo, da živijo lepo življenje do konca, od začetka do konca, tudi vsi naši dragi. Izročimo se to Sveti Trojici, ki je eno samo življenje. Naj nas sprejme in naše želje. Amen.